Dame in gospodje, dobrodošli v novo epizodo podcasta Brez dlake na jeziku, kjer bo po dolgem času z mano sedel moški, ki je lepši od mene, ne? Kar me malo jebe, bodimo iskreni, ker to je zelo težko in jaz sem navajen tu dominirati. Ne? Zdaj pa tale model tu zraven mene ima pa te vizualne kvalitete, pizdati materna, ne, imaš. Je pa to seveda župan, ne, občine Sveta Trojica, ne, Tako je. Okay. Nekoč je bil tudi glasbenik, ne, zdaj to malo opušča zadnje čase. Človek, ki je na fotografijah, ki jih redno objavlja, z večjimi ženskami, kot sem bil jaz v svojih najboljših časih, zdaj kaj hudiče se tu dogaja, ga moram vprašati. Ne? Človek, ki je naredil znova vozniški izpit, ne? Ki smo ga pred časom vzeli. Dame in gospodje, z mano je zelo priljubljeni, vse skozi prisotni, ženskam všečni, ne? Tudi kakšnemu fantu verjetno, ne vem, ga bom tudi to vprašal, ne? David Klobasa. David, lepo zdrav in dobrodošel v moj podcast. Najlepša hvala za povabilo. Sam si res lep, veš? Pizdati mater. Zmatran, vedno bolj zmatran. Ja, zmatran zdaj, reka delaš veliko, ne. David, da te vprašam na samem začetku, no, ta lepota, ne. Kjerkoli te objavijo, kjerkoli v tebi pišejo, ne pišejo najboljši, najbolj sposoben, najbolj inteligenten, vedno najbolj seksi, najbolj vroč in najlepši župan. Je to ti fajn, ti to poboža ego, ali ti gre to že malo na živce? V bistvu mi gre zelo na živce. Dame in gospodje, z mano je najbolj inteligenten slovenski župan, ki je daleč od tega, da bi bil lep. Ok, šalo na stran. Ne. Ja. V bistvu je pač čisto iskreno. Kak je sploh prišel od tega? To je bilo, mislim, da je City magazin ali ena od teh revij je delala takrat na tečaju, za katerega jaz sploh nisem vedel, da obstaja. In pač so imeli to izbor pač med župani ali politiki, sploh ne vem. Konkurence hude, In takrat pa dobro, se je dosti mlajših. Ja. In takrat sem na tistem natečaju, v tisti anketi očitno zmagal. In od takrat naprej je to skozi. Sicer leta 2018, ko sem začel moj prvi mandat, takrat so vse nastavnice bile najmlajši slovenski župan, tako sem tudi imel takrat tisti naziv. Okay. Pol smo iz tega naziva prešli v tega drugega. Zato jaz večkrat poudarjam, ne, da mi smo recimo kot občina smo na prvem mestu črpanja evropskih sredstev in na prvem mestu po priseljevanju v državi, glede na število prebivalcev. In se mi zdi, da imamo mogoče kakšne druge kvalitete tudi, ampak večina se ti godi v nekem trenutku, imamo pa vsak človek tudi včasih mogoče malo najboljših trenutkov, ne? In takrat smo mogoče malo bolj občutljivi. Ne sem, gledaj, zrihtaš se tako, kot da se zavedaš, da si lep. Ne? Pa da pogledaj, recimo to zdaj, ko si dal to naokoli, ne? To je dokaz, da si pozer, ne? Da veš, za kaj se gre. Ne? Ne se zgovarjati. Jaz bi rekel, da pač jaz mislim, da pač tisti, ki me poznajo odprej, to je vedno nekako bil ti moj stil. Je pa druga stvar, če se pogovarjamo o obleki, ne? Mene zelo moti, če se funkcionarji ne zna primerno obleči. To je isto, kot da bi šel k vulkanizeru menjati gume na avto in bi tam vulkanizer to delal v beli srajci in pa v lakastih čevljih. In tako se mi zdi, da pač je uniforma politika, to recimo kulturo oblačenja malo bolj odlično razvito, recimo Italijani. Če bomo pogledali tam parlament, ga nikoli ne boste videli nikogar, ki bi se tam šetal v kratkih rokavih ali pa v majicah potiskanih in podobno. Teda nam pač ta kultura nekega, ali pa bonton, zelo manjka, sploh na politični ravni. In zdi se mi, da to kulturo oblačenja bi mogli še osvojiti. Tudi Jan Plestenjak je nekoč izjavil, ne, zakaj se tudi on tako rad lepo obleče za na oder, da je to odgovornost do ja, spoštovanje ne, in jaz mislim, da prav tako pač politična scena, ti, ko si izvoljen kot župan, pri poslancih, jaz imam drugo mnenje, ker so izvoljeni na podlagi političnih strank, ampak ne vem, moja funkcija kot župana je bila, pač pokaže Davida Klobaso. V državnem svetu, pač ker sem izvoljen v državni svet, si prav tako izvoljen preko elektorov, v našem primeru 17 občin. Elektorji glasujejo potem o svojih državnih svetnikih. Tako da
procedura mogoče bistveno bolj osebna in mislim, da mi smo prikažemo mogoče več odgovornosti pa več spoštovanja do ljudi, ki nas izvolijo. Si pa tudi eden najbolj na družabnih omrežjih prisoten župan. To pa drži. Ja, tam se pa, da počakaj, da skončam. Si pa, veš, ne objavljaš ti zdaj slik, kako si šel na nek sprejem, kako ste, ne vem, zakopali neko drevo, kako ste tudi to seveda počneš, ampak objavljaš te privatne slike, pa s temi puncami, pa na jahtah, pa čovnih, in pa se čudiš, da te imajo za seksi župana. Mislim, kje smo tu zdaj? Tu bi se tudi spet navezal nazaj na leto 2018. Ja. Sploh takrat kot najmlajši slovenski župan je meni bilo logično, da bo moja politika delovala drugače. Ampak ne politika kot taka, bolj način prenosa nekih informacij. Obenem pa še ena stvar, zakaj mi je to pomembno. Zdi se mi pomembno predvsem zaradi tega, ker s tem kažemo mladim, da to, da je biti župan častna funkcija, to je pa se. Vsak župan, sploh zato smo mogoče mlajši župani dosti zanimivi pa tudi mogoče uspešni, ker vidim, da smo totalni operativci in vsi sami tudi operativno delamo. Ne javljamo tega tako, kot ti zmagaš volitve, pa misliš, da je zdaj 4 leta udobno vladaš in te vsi ploskajo. Je pa res, da tudi tega pritiska vedno več javnosti. Družba kot taka se fej spreminja. In zdi se mi pomembno, v mojih objavah boste zelo težko najdli kdorkoli negativne stvari. Ja, to furaš samo pozitivno. Ker jih načrtno ne objavljam, ker je naša družba prežeta z to negativo, z konstantnim blatenjem. Jaz recimo neke svoje razmišljanja zapišem v kolumne, ki sem jih začel pisati, ko sem bil brez izpita. In ta do pot iz Maribora do Ljubljane z vlakom traja 2 uri pa pol. Tako da mi je bilo to vseeno odlično, ker sem imel čas te zadeve zapisovati. Ampak tam recimo lahko pravim konstruktivno utemeljiti tudi kako kritiko, da bom pa jaz načrtno vnašal pa razlagal, kako je vse slabo in kako je vse grozno in kako je vse negativno. Niti sam nisem ta tip človeka, zelo mi gre na živce ljudje, ki pretirano jamrajo. In jaz mislim, da generalno nam ogromno manjka državi kot taki v smislu razvoja pa vsega tega, kar bi lahko imeli več, ampak generalno imamo pa lepo življenje. Imamo mir, skoraj vsi grejo vsaj enkrat na leto na dopust. Tega včasih ni bilo in ta pretirana negativa v vseh porah družbenega življenja je postala meni zelo utrujajoča. Ampak te punce, številne, ki jih vidimo ob tebi non-stop, zdaj ali se one same na tebe nalepijo, ker je fajn biti s tabo na selfiju, razumeš, ali ti to sam, mislim, kje se najdete, skozi si obkrožen z nekimi, ko neki Hugh Hefner, pazi, kaj je to, mislim, kaj je to zdaj? To je moja družba, to so moje prijateljice. Če imaš v vsaki sliki druge, nikoli niso iste, Večinoma so iste. Je pa res, da ne govori, skozi so druge. Je pa res, da imam zelo širok krog znancev. In je pa res, da kakorkoli v zadnjih časih je postalo to kar malo zanimivo, da pač, ko nekam pridem, je ponavadi kakšna prošnja, če se lahko naredimo kakšno sliko. Vidiš. In pač to je prosti čas. Ampak kaj ti kdaj učitajo, recimo, da pretiravaš s tem, da kaj se greš, kaj se mečeš ven, kaj frajera špilaš, ali so te v bistvu navajeni, pa si tudi na vse zadnje zaradi tega zmagal, ker si, kar si? V bistvu se s tem jaz nekoram, niti ne slišim tega, da bi kdo mi karkoli, nikoli. Kaj pa komentarji, kaki so, kaki slabi, jih bereš sploh komentarje? Se ne ukvarjam za komentarji. Pred časom mislim, komentar lahko vsak kakršenkoli si želi imeti. Jaz z socialnimi omrežji res več objavljam, ko pa jih spremljam, če sem čisto iskren. Zaradi tega, ker mi je pač en dober kanal medijski, preko katerega lahko sporočaš predvsem dosti nekih stvari. Je pa tak, če ne objavljaš procentualno nekih tujih svojih čisto zasebnih trenutkov, tudi tistih profesionalnih ne bo nihče videl. In še ena stvar, jaz mislim, da je neka prejšnja struktura ustvarila politiko kot tako
zelo rigidno v smislu družbenega življenja, v smislu načina funkcioniranja. Jaz bi pač rad dokazal tudi to, ja, da smo še vedno spoštljivi do funkcije, ampak pač kaj pa je zdaj drugače, jaz se nisem čez noč postal drugi človek. Ne? In meni je pomembno, da pač ohranjam predvsem to taki, kot smo, in dokaj pač s tem nikomu ne škodim, jaz ne vem, kaj je bilo s tem slabega. Glej, Kennedy je Nixona takrat v enem izmed prvih predsedniških soočenj, ki so ga prenašali po TV-ju, zmagal tudi zato, ker je bil ženskam bolj všeč, ker je bil znatno bolj čeden kot Nixon. To je pa čisto psihologija, ki pa je možno dokazati, ja, da tak je. Se tudi ne rabimo iti do Kennedyja, ne. Lahko pač sploh če zdaj omenjamo, ali pa smo omenjala prej, punce na slikah, pač ta nežnejši spol večkrat pove, da so Boruta Pahorja, ker je bil čeden. Ker je pač, če nimajo pojma o politike, če smo čisto konkretni, politična pismenost v Sloveniji je na tako nizki ravni, da je to meni malo celo strašljivo. Ljudje večinoma niti ne razumejo, da je naš parlament sestavljen iz dveh domov, ne? Zgornji dom in spodnji dom parlamenta. Večina ljudi ne razume, kakva je funkcija državnega sveta, ker sem sam ne razume, da lahko preko državnega sveta v bistvu več realizirajo nekih pač sploh civilna družba stvari. Zdaj mlajša generacija se mi zdi, da malo več govorimo o tem, tudi v tujini je ta del bolj popularen, ne, ali pa više cenjen kot pri nas, ker to so recimo v Ameriki tam smo senatorji, ne. In se pravi, mi državni svetniki smo v sklopu Slovenije, pač, če bi jih zdaj prenesli, je to senat in mi smo senatorji. Ampak če ljudje ne razumejo tega, ti to nič ne koristi. In tu mene recimo dosti moti, da če pač si ne pozanimaš in ne veš, kako politika sploh funkcionira, je dovolj že samo to, da si lep. Kar je treba poudariti, ne moram hecati s tem, ampak dejstvo pa je, ne, da samo biti lep za župansko funkcijo ne bo dovolj. Ne? Ti dejansko si šarmanten, obvladaš ta sistem, obvladaš medije, obvladaš to zadevo, ampak dejansko si za svojo občino, to pa tudi jaz vem, čeprav nisem tam, ko se malo pozanimam, malo čekiram, ti si dejansko zelo, zelo sposoben župan. Ne? Ti si naredil za Sveto Trojico ogromno in če ne bi naredil veliko te ljudi, ne bi zvolili še drugič. Bi rekli, lep, sam koga jebe, ne? Naredil ni pa nič. Ne? Tukaj pa moramo poudariti, da lepota, zunanja privlačnost, karizma na vse zadnje nista dovolj, moraš tudi nekaj pokazati, ker župan ni isto kot predsednik države, ki je zgolj in samo neka poza, če smo čisto iskreni, ne. Tukaj si pa dokazal, da nisi samo slika, ampak da tudi nekaj znaš. Ja, jaz mislim, da pač je ključna stvar tu to, da ti moraš imeti rezultate, ne. In meni je to tudi največja pohvala, v bistvu na prvem mandatu, ali pa prvi mandat ti zmagaš, predvsem tudi zato, ker v našem primeru je bil bivši župan 12 let, isti od ustanovitve občine. In ni nujno, da te imajo toliko radi, kot pač si želijo, samo spremembe. In ta sprememba sem pač bil v prvem mandatu jaz. V drugem mandatu pa je ta moja zmaga taka prepričljiva z 100% občinskim svetom, ne. Jaz sem ena izmed dveh občin, kjer smo popolni absolutisti, ne. Ker nimamo niti enega svetnika, ki je bil z opozicije, ne. So samo cela moja lista. In kar je včasih celo malo težje, kot pa prej, ko smo imeli dvotretjinsko večino, zdaj, ko je v celoti, ko so samo tvoji, pa prihaja do drugega problema, to je pozornost marsikoga, ne. Takrat, ko se funkcije razdelijo, ne vem, podžupanski in tako naprej, pride do različnih nekih, zdaj jaz se s tem kaj dosti ne morem ukvarjati, da skrbiš za to, kako se nekdo počuti, ampak se bolj ukvarjamo s tem, da spostavljaš dobre projekte, da imaš strateške projekte. Marsikdo pač lahko samo vzdržuje to infrastrukturo, ki jo imam. Nekateri župani se odločajo za županovanje na tak način. Meni se zdi pomembno, da malo občino ali pa tako kot našo podeželsko občino preobraziš tako daleč, da spostaviš en popolnoma nov sistem, ki je po meri mladih. Zakaj? Mi moramo poskrbeti za starejše, da jim je prijetno, da imajo vse, kar rabijo. Ampak v bistvu pa gradimo občino, v kateri se bodo mladi odločali, da je dovolj sodobno, da lahko oni tam živijo.
Ker drugače bo se dogajalo to, kar se je dogajalo prejšnja leta, ali pa imamo primer v drugih občinah podeželskih, da mladi odhajajo. In jaz si samo želim, da pač podeželska občina ne pomeni, da je to kmetov zaraj. Pomeni, da pač so vsi spoštljivi. Mi smo v tem letu zaključili gradnjo optičnega omrežja, mislim, da nam je ostalo še za zadnjih 5, pa še to zaradi 5 gospodinjstev, pa še to zaradi nekih nesoglasij med sosedi. Ampak spostavili smo popolno digitalizacijo, čisto vsa gospodinjstva imamo na optičnem omrežju. Zgradili smo 12 km kolesarskih povezav, se pravi, vse vasi smo povezali, vseh 7 centrov, vseh 7 vasi, ki spadajo k naši občini, se pravi, je sestavljena iz 6 vasi plus pač naše naselje. So povezane zdaj z kolesarskimi povezavami, plus tega, da imajo popolnoma novo infrastrukturo, pločniki, javna razsvetljava, škarpe, kjer je bila potrebno kanalizacija. Potem pa pač ta stanovanjska politika, kjer se želimo privabljati predvsem mlade družine. In jaz vidim, da mi imamo, če gledamo, da je bila naša osnova nekaj manj kot 2000 prebivalcev leta 2018, danes Trojica beleži 2300 prebivalcev, kar pomeni, da smo ena izmed redkih občin, ki pa ima priseljevanje. No. Ja. Ampak reči mi, mislim, ta Sveta Trojica, kaj to je una od Martina Krpana, je to druga? To ni ista, ne? To vsi to menjuje, napačno je to, ne? Tam je kraj obstaja pri Sveti Trojici, ampak to ni ista, ne? To je ta mariborska Sveta Trojica, kjer je bila pa una druga, je bila pa kje? To pa je tu neki, mislim, da je tu neki med... Tu vaše nekaj Savinska. Ker jaz sem imel vedno v glavi, da si ti oddaleč nekje župan, na nekem Krasu nekje. Ne? Tako imajo tak večina ljudi, mislim, vse to je bilo absurdno. No? Leta 2018, ko sem začel županovati, ko sem pazil, da ljudje nimajo predstave, da je Sveta Trojica 15 minut z Maribora. No vidiš. Ne? In leta 2018, ko smo mi začeli graditi ta novo veliko naselje, kjer je 70 hiš, tam je takrat, ko sem postal župan, je tam bil pašnik. Smo pač občina šla za 1 300 000, smo šli v investicijo izgradnje komunalne infrastrukture in cest in vsega tega. V bistvu pa je bila prodana ena parcela. In jaz sem takrat vedel, da moram zdaj se naročiti na vseh radijskih postajah, da smo začeli peljati to kampanjo, da gradimo naselje za mlade družine. Jaz sem vedel, da moramo mi v leto dni probati razprodati, koliko se le da, pomagati razprodati. Samo zato, ker drugače je, da vsaj dobimo nazaj komunalni prispevek, ne? Tako da, in takrat sem jih to začel govoriti, no? Da gradimo naselje za mlade družine, čim več pač probam skozi ti neko zabavno ali pa na neki urban način poročati o Trojici, ne? Ali pa te objave, ki jih vidite, ne vem, od jezera do vsega, se pravi, to, kar pač mladi želijo, ne? Jaz mislim, da to, da ustvarjamo okolico ali pa okolje z neko dodano vrednostjo bivanja, to je pač ključna stvar. Nihče več ne gleda samo to, da ima stanovanje. Pač jaz mislim, da je tam varno okolje, da si zna recimo mlada družina predstavljati, da tam vzgaja in uči in spravlja v življenje svojega otroka. In jaz si želim pač tako občino, kjer, če gremo na dogodke, je pomembna tudi kultura, šport in pa družbene dejavnosti. Pomeni od koncertov do vsega tega, ker če mi gradimo samo naselje in vlagamo samo v ceste, je to spalo naselje, ne? In nima kar nobenega potenciala za razvoj. Tako da mi se res trudimo ustvarjati neko širok domet, zato da pač probaš izpolniti vse strukture, nekje, ki bi jih pač naj človek živel in da pač ti ustvari neko dodano vrednost bivanja. Ampak kaj te je pa prijelo, recimo, ne vem, da si pa rekel, vem, da si, no, pa še na tvojo strankarsko zgodbo pridem, ampak kaj te je prijelo, da si rekel, jaz bom pa zdaj župan? Bil si star takrat koliko? 18, mislim, da je to leta 2018, sem bil pri 30, ja. Okay. Jaz sem do tistega leta sicer delal v gospodarstvu več časa, jaz sem letos 20 let delovne dobe, pri 38, tako da sem zadovoljen s tem, ker sem hitro začel delati.
S tem, da sem živel 2 leti v Nemčiji, 1 leto na Portugalskem in se potem vrnil nazaj v Slovenijo, kjer sem delal kot vodja marketinga. PR in marketing je pač moje področje, že bilo prej. Zato tako slik objavljaš veliko. Okay, pač čez marketinško. Ja, okay. No in sem pa v stranki že od leta 2006. Teda sem v politiki bistveno dlje, kot večina ve, ampak nikoli tega nisem nekaj posebej izpostavljal. To je isto tako, zelo redko govorim, ali pa bo nekdo videl, da bom jaz forsiral neko stranko. Tudi pa sem v vodstvu naše stranke. Ampak moja stranka, ne, je moja politična odločitev in jaz ne morem nekoga prisiliti, da bo to od nekoga drugega. Jaz mislim, da to spoštovanje do različnih mnenj, različnih političnih opredelitev ali pa različne vere kot take je osnova vsakega normalnega človeka. Bi si želel pač malo več nekega toleriranja, sploh kaj se te teme tiče, ker vidim pa, da neki stari sistemi načrtno ustvarjajo ta razkol v družbi, ker pač to je dosti lažje funkcionira, če nimaš kaj pametnega zapovedati. Tako da leta 2018 pa, mislim 2018, ja, to je zdaj bom prvič to povedal. No, kar povej. To, da pač imam kraj rad in jaz nisem živel v Sediteljici do leta 2018, sem se pri svojih 17 letih odselil in se leta 2018... Rodil si se tam? Rodil sem se tam, okay. Se pravi leta 2007 ali 2008 sem se odselil iz Sediteljice in se leta 2018 vrnil in čez 3 mesece postal župan. Ja. Tako da, v bistvu, vsak od nas verjetno ima neki trenutek, ko se mi zdi, da je ta odločilen. No, v glavnem meni je Sediteljica bila vedno všeč. Kot kraj, kot kulturna dediščina, ki je tam pač naša cerkev, ki dominira krajo in v bistvu daje tisti simbol vsega. Večkrat pravim, da je naše delo samo posledice nekih odločitev iz preteklosti. Zdelo se mi je, da pač enostavno imam dovolj neke širine v smislu tega, da razumem, kako ljudje funkcionirajo, zanima me, pomembno mi je, da lahko jaz mislim, da vsak od nas lahko je dolžen dati nekaj nazaj v skupnost. Vsak. In jaz sem se odločil, da bom pač prvo nazaj v skupnost zavračati na ta način. Kot župan. Obenem pa sem imel tudi malo željo po dokazovanju, samemu sebi, družbi, staršem in tako naprej. Nisem sam lep, bom tudi župan nekoč. Poslušajte, kaj vam govorim. Niti ne v tem stilu. Zdelo se mi je, da lahko dokažem, da se da. In jaz leta 2022 tudi padel v hudo depresijo, no, če sem zdaj že čez pred tem tega tudi nikoli nisem javno toliko govoril, ker enostavno pa so te ostali hvalili, da si super. Ampak meni je to bilo premalo. Jaz sem začel tekmovati samim sabo in postal sem celo malo samouničevalen v tistem trenutku. Kaj te je pa to prijelo? Ni bilo dovolj za moj perfekcionizem. Pa kaj si pa htel, mislim, še bolj? Še več. Tudi, ne vem, še zdaj imam probleme s tem, da niti otvoritev ne delamo prav. Meni je pač načeloma, par imam jaz takih nekih čudnih štosov, ki ne vem, če sploh ljudje vejo, pa se z njimi borim. To je to, da mi gre ta protokol načeloma malo na živce, znam ga oddelati in znam ga oddelati vrhunsko, ni mi pa všeč. Tako da te rezati trakov in podobno, to je meni pač, če možno to preskočimo, ali pa sploh nimamo tega, no. Tako da mi naredimo ponavadi tam za občinske praznike, odpravimo vse, kar se je zadnjih 3 letih gradilo, pa samo ta en dan to. Ostalo pa tudi, pač toliko je bilo nekega dela, toliko projektov, mi smo imeli lansko leto v izvajanju 23 projektov, ne. In ti za malo občinsko upravo, tako kot je naša, nas je 5 na občini, ne, pač to izpeljemo. Ampak ti ni zdaj, tako si omenil, ta perfekcionizem, pa željo po še, ti ni bolj Sveta Trojica premajhna? Ne, ni bolj biti župan Ljubljane? Ne. Ali pa predsednik Slovenije, ali pa šef parlamenta? Ne, v parlamentu, v državnem zboru mene zagotovo ne bo, nikoli. Ne, to ti ni. Nekaj mi je to pač, zdi se mi, ni to niti moja želja, jaz si želim videti posledice svojih odločitev. Zapravi, meni je pomembno, da pač lahko ti
se neko stvar odločiš in jo tudi sprejmeš. To, da pač mi tam samo razlagamo, kaj bi mogli, pa niti sami tega ne živimo, tega jaz pač enostavno ne razumem. Kaj pa predsednik Slovenije? To pa druga stvar, to bomo videli v prihodnje. To pa te mika malo, ne? Ne, da me mika. Ne, te vidim. Ne, pazi, pusti. Ker zadaj si cilj, letnico pa povej, kje smo. Ni meni toliko to, jaz nisem toliko človek, ki bi se toliko ukvarjal za naprej, meni je pač cilj lih to. Meni se zdi, da izziv, ki ga imam danes v Trojici, sploh v tej prvi fazi, da sem zdaj, če gleda nekdo pač prva 4 leta, se ti v bistvu postavljaš, pa se učiš. Čak se bojo volitve spet, ne? Ja, 15. novembra. In? In bomo videli. Imaš kakaj orang proti kandidatu? Ja, nisem še niti rekel, da bom kandidiral. A nisi še to rekel? Ja, kdaj si pa odločil? Tam do konca avgusta. Do konca avgusta. Pa se že kaj govori, da so kaki proti kandidati, so se že javili? V bistvu se ne slišim nič kaj trenutno, potem vseeno mi je. Mislim, zdi se mi, da ostali občani si morajo bolj želeti to, da si ne župan, kot pa da si jaz želim biti župan. Za mene to pomeni dosti stresa, predvsem zato, ker jaz nimam nič drugega kot to. Jaz sem samski, popolnoma posvečen temu, tudi, ker sem karierist v veliki meri. Pa zdi se mi pomembno to, da si pač res pri stvari. In meni se to zdi pač projekt, ki sem si ga zadal, vem, kaj si želim iz Trojice še ustvariti. In dokler bom vedel, da to lahko dam, tako dolgo bom to probal interpretirati. Zdaj pa, če ljudje to razumejo, super. Če ne, pa pač se ga me zamenja za nekoga, ki se mi ti bolj primerno. No, zdaj, ko si omenil, da si samski, ne? Kaj se pa tu dogaja? Mislim, si imel kdaj ženo ali punco, partnerko, ali si vedno neki jebi veter? Jaz sem bil do 30. leta iz veza. In kaj zdaj delaš? Zdaj pa sem 8 let sam, ker imam 2400 občanov. Ja. Mislim, čakaj. Ja, tako je. Ja, pa se upiraš ljubezni namerno? Ne, da bi se upiral, niti fokusa na to. Ja. Kaj pa, če se zgodi, da bi se zgodilo? Če se pa zgodi, pa je to pa druga stvar. Ampak imam pa v osnovi, jaz vidim, da to, da bi zdaj nekaj iskal, to se mi tako zdi malo češko. Zato te babe usvajajo, ko vero si samski, ne? Pa jaz se z malo nima začetno, v smislu tega, ker se mi pač enostavno, jaz sem toliko v poslu, da nimam časa se niti ukvarjati. Obenem pa pomembno mi je, da tisti prosti čas, ki ga imaš, posvetiš pa prijateljem in ljudem, ki so ti pomembni. Nekaj takle, ko te poslušam, se mi zdi, da niti ne bi bil sposoben zdaj med neke resne zveze, ker bi jo zanemarjal. Evo, točno to. Jaz sem bil slab partner včasih in se tega več ne želim biti. Smo tam, ne? Ja, no in pač takih odnosov ali pa nekih, mislim, da nihče si ne zasluži, da samo je, pa mora vse razumeti, to je brez veze. Meni se zdi pač veza kot projekt in jaz nisem rad slab v projektih. Ok, zdaj pa to mi je zanimivo, ne? Ta tvoja stranka Nova Slovenija, ne? Res, da si rekel, da te to ne definira, ne? Ampak pač si njen član, ampak takle, ko te gledam, si pa čist kontra od vsega, kakšni člani Nove Slovenije naj bi bili, torej umirjeni, zadržani, brez takšnih družabnih omrežij, kot jih imaš ti si bolj ta frajerski sistem, ne? Na levici, če mene vprašaš, ne? Pa ne stranka levica, ampak na levi strani desničari so bolj umirjeni. Jaz mislim, da to so neki stereotipi, ki so popolnoma napačni. Ti si razbil ta stereotip dejansko? Jaz sem samo pač, mislim, jaz večina krščanskih demokratov, s katerimi se jaz združim, smo si zelo podobni. So tudi žurerji, ali kaj? Sploh na evropski ravni. Zdaj mi pa pač tu predstavljamo, marsikdo misli, da je to narobe. Jaz mislim, da v naši stranki se ne morejo toliko sprostiti, ker je pač ta profil krščanskega demokrata taki. Mislim, ja. In meni se to zdi pač neumnost. Jaz bom vedno iskren, to se verjetno vidi tudi v mojih političnih izjavah. Pa karkoli jaz, to, da bom jaz predstavljal nekaj, eno stran, drugo pa pol, v bistvu živel, to se mi zdi neumnost. Je pa res, da to se moramo pač, vsak mora sam to predelati. Kaj pa, da bi bil predsednik stranke, te želje pa nisi imel?
Prav glavni. Ne. Kdo je zdaj glavni? Nisem na tekočem, ker jih menjate Ne, po tekočem Vrtovec. traku. Ne? A Vrtovec je Ja, zdaj glavni. ja. Ja. Prej je bil pa Tonin. Ne? Tako. Ne, da bi bil predsednik stranke, zdi se mi pa pomembno, prelestaj, da bo pač krščanska demokracija rabi mogoče tudi točno to, točno zaradi tega stereotipa, pa zato, ker imamo v stranki, ker pač naša stranka res za moje pojme, po osnovni definiciji, tako, ki je lahko vsem zanimiva, ampak premalo glasno poudarjamo, recimo, ali pa nimamo pa zavidnega predstavnika te izvedika človekovih pravic liberalnega primera, takega, ki je malo žurer in tako naprej. Ti si to, ne? Ja, ampak Ti si tam mislim, da- manjko zapolnil. ampak to se mi zdi, da rabi stranka mogoče tudi bolj prezentirana, tudi ta del, ne za samo tisti, ki je zelo konzervativno. No, pa gled, Tonina, če ga omenim, viš, kako se je on polepšal, ne, skozi leta, si je frizuro zrihtal, zobe zrihtal in je postal lepotec, ne, in tako da je nekak predhodnik tvoj bil glede tega, sem zdaj si ga ti povozil, ne, a veš, ne, ampak ne bi všeč, ne, ker to hoče več, dragi gledalci, to mi je res všeč, no, ker ta stranka res velja za zelo konzervativno stranko v tej svoji osnovi, ne, ti si pa čist kontra temu, vsaj kolikor te jaz zdaj doživljam in zato sem te vprašal, ne, mislim, te gledajo čudno, te tvoji strankarski kolegi, pa ti reče, čuj, David, ne nori mi s tem slikam, zdaj ti si krščansko, moraš biti to, ne, kaj delaš. Kar se tega tiče, nismo imeli nobenih težav. Imate pošlihtano. Pa se smo prijatelji, ne, se že tako dolgo poznamo zdaj. In z Matejem in z Jernejem, obema bivšima predsednikoma smo, se spomnim, ko sem bil star 16 let, smo bili mi vsi podmladek, takrat, tako da jaz sem načeloma postal tako aktiven v stranki, predvsem zaradi bivše predsednice Ljudmile Novak in je še vedno njeno politiko, recimo, da bi jaz rekel, da sem bolj njena linija, no? Ker mi je všeč predvsem njena načelnost. To pa je bila, ker vem, najprej tako je šla marsikomu na živce, ne? Pa je rekla, čakajte, zdaj pa takle. Pa takrat vem, da se je proti Janši tudi postavila, je bil to šok, ne? Kako si to drzni, kako si upa, ampak si je pa pridobila točke od mnogih ljudi, so jo začeli spoštovati. Ja, ampak taki profil ima vedno, to ni mlačna voda, ne? To je vedno, so ljudje, ki so navdušeni nad tem in so ljudje, ki pa te tudi toliko bolj sovražijo. In zdaj jaz sam mislim, da imam zelo podobno situacijo, kjer pač v mojem delu vidim, da se bolj kot ne ljudje delijo v samo zelo redko, jaz slišim, da sem jaz tak, no. Ali te toliko, da ne povozijo z bagarom, no? ali pa ti grozijo in tako naprej, kar smo tudi dali skozi. Ali pa imaš te, ki so pa res zelo, zelo veliki tvoji podporniki in so ustvarjamo skupaj stvari in to je pomembno, da predvsem, da imaš ljudi, ki so pripravljeni tudi nekaj delati, ne samo pač ti, ki imajo pa. Če prej si omenil, kaj, da si bil v tujini, ki na Portugalskem, pa kje si še bil? Jaz sem živel v Nemčiji, jaz sem delal za John Deere. Za koga? John Deere. Kaj je to? To je 9. najmočnejši brand na svetu. Ja, kmetijska mehanizacija, gradbeni stroji. Tako da sem delal tam v marketingu 2 leti v Nemčiji, v Mannheimu. Potem pa me je prav John Deere prestavil na Portugalsko v Lizbono, kjer sem delal še 1 leto, pa pol. In pa sprašal po svetu. Pol sem se vrnil nazaj v Maribor, v bistvu. Pol sem dali novo ponudbo za službo v Schaffhausenu v Švici. Potem pa sem se vrnil jaz nazaj v Maribor. Ampak čak, da vskočim. Rekel si, da si karierist, da ti to veliko pomeni. To še in po mi govori, da si prišel iz Nemčije, iz Lizbone v Sveto Trojico. Mislim, kje je zdaj tu, kje je zdaj tu karierni skok? Ne? Zato, ker sem se vrnil nazaj v Maribor, kjer smo pač družinsko podjetje, kjer smo odpirali novo poslovalnico v Mariboru, ki sem je pač nekako jaz tam bil dodeljen. Zato si prišel. In pač ta družinsko podjetje, to je bilo 11 let, sem delal tudi v tem našem poslu. In je to vedno bila pač neka prioriteta, da poskrbimo za družinsko, to napredek družinskega podjetja. Se pravi, če nehaš biti župan, lahko greš nazaj v to zgodbo? Jaz zagotovo ne bom šel nazaj v to zgodbo. Ne, zato, ker to odlično peljeta moja brat in sestra.
z očetom še vedno. Imam pa jaz pač zagotovo bom šel nazaj v gospodarstvo, to je jasno. A bo šel? Mislim, da si tega tudi želim. Ampak ne ukvarjam se s tem trenutno. Zdi se mi, da imam, glede na to, kar sem se naučil, me ni strah, no, kaj bi počel v prihodnje. Okay. Da mi pa reči, no, kaj je pa ta tvoja zelo glasna izguba izpita, ne, ki je stresla celo Slovenijo, ta naš prijazni, prijetni David Klobasa, evo, pa ga gre polomiti, pa mu izpit vzamejo in zdaj si ga na novo naredil, glih menda včeraj ali daj, ne. Tako. Kaj je bilo, mislim, kaj hodiče, si se ga napil, si prehiter furo, si se v drevo zabil, si s kako punco bil, pa so te ujeli, ne vem, kje smo tu, kaj si naredil? Ni bilo nič, ni bilo nič takega. Jaz sem imel pike zaradi hitrosti. In ko imaš ti 18 pik zaradi hitrosti ali več pik zaradi hitrosti, greš na ti pač vzamejo načeloma imaš izgubo vozniškega izpita, na kar sem jaz zaprosil za to, da me pač za prestajanje pogojne, ne, pomeni, da ti v tistem obdobju pogojne kazni ne smeš imeti nobenega prekrška. Aha. In v tem času se je pač zgodila ta situacija, ki ste pač brali. Ne. Mene bolj motim, kaj si naredil? Jaz bil na praznovanju enem. Kaj povej, ne pusti, kaj ste brali, tu nam povej zdaj. Do 60 je. Je pa pač tako, da mene niso vstavili po naključju. Ja. Jaz sem zjutraj se peljal v službo, zjutraj. A naslednji dan? Do 4 zjutraj smo bili na tem praznovanju, pa sem šel spat, se ne spomnim, se zbudil in napihal v bistvu tako minimalno, ampak je pač bilo dovolj, zato da je to pogojna kazen. Okay. Mislim, da je to odzem vozniškega, ker sem imel pač, ker sem s tem kršil pogojno. Ampak zakaj si to naredil, če zvejo, da ne smeš, pizda? David Klobasa. Zakaj si to naredil? To je za težko razlagam. Ja, mislim, no, Mislim, težko bi zdaj, kakšen pametni argument, ker ga ni. Je pa res, da to v tem letu je meni, jaz bi rekel, da se je moglo to tudi zgoditi. Je mi to zelo, kot eno izmed največjih, najbolj zanimivih stvari, zdaj, ko je mimo, ki sem jih uspešno preživel, se mi zdi, da glede na celotno situacijo, zelo sem ponosen na sebe, da sem bil iskren, da sem povedal takoj, kar je bilo grozljivo, meni pač za moj ego je meni bilo to katastrofa. To pač priznam, da sem imel probleme z egom vedno. Zdaj pa vidim, da s tem se ti začneš sopadati v taki situaciji. In mogoče sem mogel to dati skozi. Tako da, pač jaz vem, da sem bil doma, najprej sem se zaprl v bajtu, pa sem 14 dni študiral, ne 14 dni, pa pač par dni razmišljal, kaj zdaj naredim. In ti moraš v bistvu to, da lahko ti to zapišeš javno, ker meni pač motilo, tudi mediji so poročali, da je moj odziv bil tak pa tak. Ne, to ni bil moj odziv, jaz sem sam zapisal, kaj se je zgodilo in obvestil javnost. In novinarji so se pa odzivali pol na mojo objavo. In jaz sem se v tistem trenutku sem odločil, da bom šel spat. Pol kot sem objavil ta link, sem poslal samo še vsem mojim okolji, da so pač vedeli, kaj se je zgodilo. Pol sem pa vedel, da moram ta prvi rok preživeti. No. Zato, ker pač povedal si tako vse, kar si imel zapovedati. Kazen moraš sam oddelati, doben mi ni plača. Predvsem pa ta procedura, ker za pol ti naslednji dan, jaz imam torek in četrtek, skoraj vsak si v Ljubljani, to imamo državni svet. Kako pride v Ljubljane, pa kako pride nazaj. Tako da takrat sem začel uporabljati javni potniški promet, recimo vlak, in mi je to super, in zaradi tega tudi na vlaku sem začel pisati kolumne. In dalo mi je v bistvu bolj poglobljen čas s samim sabo. Opazil sem tudi, kdo so moji prijatelji, pa kdo so tisti, ki so se temu, takrat, ko sem zgodil vozniško, celo malo nastajali na to. Mislim, se z tega ne komentiram, pa niti ne razglabljam z njimi, vem pa, kdo so. Ampak javnost dejansko pa ni bila tako negativno nastrojena, ker si to tako iskreno. Se mi zdi, da ti niso zdaj na križ glih prebijali. Ne, niso. Nobenega ubil, ne? To je ena stvar, jaz tudi nisem naredil dobenega prekrška kot takega. Vse to. Ker to je
pol zgodba za enkrat drugič. Ja. Če poznam malo ozadje tega, no. Pač dokaj delamo v politiki, bomo verjetno imeli več takih situacij. Ampak jaz mislim, da to je to, kar pač jaz vedno govorim, da če si iskren, pol tudi samim sabo, te stvari hitreje urediš, zaradi tega, ker zatem pač moraš stati, kar se je zgodilo, pač to je to. Odgovornost prevzameš odgovornost, tudi ko slišim, da bi mogel odstopiti in podobno. Predlog mojega odstopa je bil na občinskem, sem ga predlagal mojim svetnikom, pa so rekli, da naj ne dajemo take točke niti na glasovanje, ker pač do meni bil za to, prav tako me je, pač kar me je največ pomenilo, je bilo to, da so moji občani mene bolj zagovarjali, bolj branili, kot pa sem se sam. In to ti da, pač na to sem ponosno, ker pač vidim, da res nekdo ceni to, kar delaš. In tudi letos, če se navežem še na to, v glavnem letos sem doživel na občinskem prazniku, so mi prinesli knjigo, trdo vezane platnice, v kateri so not misli, kaj jim pomenim občanom, otrokom v osnovni šoli in podobno. Pač, jaz mislim, da za tako neko stvar čisto vsi župani delamo. No? Ja, lepo. Ti kaj pa ta ego, ko si omenil, zdaj, v kakšnem smislu te to matra? Kaj misliš, da je ta najbolj glavni problem, če ima nekdo, na vse zadnje sej, ga imamo vsi, ego moraš obvladati, ampak zdaj, če ga nimaš, tudi ni dobro, si pa slabit, si pa loser, si pa človek, ki ne more nič narediti, ampak kje je ta boj, ta prelom, ko moraš ti ego to reči, hej, stop, tole pa malo se spusti dol, kje smo tu? Točno to, kar se tega tiče, jaz mislim, da o tem, ker sem dosti razmišljal samo o tem, v primeru ega, jaz sem 5 let se boril z šikaniranjem, pač tam naše upravne enote, načelnika predvsem, v pridobivanju gradbenega dovoljenja za naš vrtec. In ko se matraš in tako pravim, jaz se malo tudi dokazujem skozi svoje delo, zato sem tako neizmerno ponosna na mojo ekipo, ki jo imam, tudi sezonalni sodelavci, ki delajo za nas, ker pač res iščemo najboljše. In ko ti vidiš, da tebi nekdo ruši zaradi politike ali pa pač nekega čisto osebnega, manj vrednostnega kompleksa, projekt, ki je družbeno koristen pa nujen, postaneš, evo ti pa pol igra ego, ne. In ta ego se recimo odraža tudi v tem, da so meni že večina po 4 letih te borbe, pa nikamor se nismo premakli, da so mi celo oži ljudje rekli, pa daj odnehaj nekaj, mogoče pa to pač očitno ne bo šlo, pa ni šanse, da bi jaz to odnehal. Zato, ker pač vem, da je prav in to je en del ega. Drugi del ega pa je, da ko smo pa pol zmagali in ko je pač tudi na sodišče bilo pravnomočno nam v prid, ti pa ta ego tudi toliko zraste, da lahko postaneš nadut. In jaz sem to je bilo par mesecev potem in takrat se mi je zgodila ta izguba tega vozniškega in ker vidiš, da se matraš, delaš, trudiš, pa hočeš biti perfekt, na koncu imaš pa tako situacijo, kjer pač večina ljudi na koncu te ima samo še za pijančka, ne. In tu je pač bil ta moj trg samim sabo in je bil ključno. Zdi se mi, da zelo ponižno, ponižno deluješ do marsičesa. Da je bila to dobra šola v končni fazi. Zelo najboljše, kar je bilo možno. Sem pa tudi na koncu mi je dala en kup lepih stvari, en kup ljudi se spoznal, ker pač enostavno ti se moraš ves svet malo prilagajati. Obenem pa, kar mi je dala najbolj, je pa malo več miru v meni, ker pač imaš več časa tudi razmišljati, prej sem tudi, si imel avto, si zdaj tu, potem imaš že neko stvar, letiš tja in ti ves čas loviš malo neke obveznosti. Tu pač so vsi vedeli, da jaz pač ne moram priti, jaz sem imel eno šalo, celo ko me kdo vprašal,
kje si, pa sem tam, kjer so me nazadnje odložili. Tako da, se mi zdi, da več časa sem imel v bistvu lahko namenjenega za konkretno neke stvari in se jih malo bolj lahko doživel pa živel, predvsem pa pač imel sem več časa za razmislek. Veš, ker res, ko sem te prvič zasledil na teh družabnih omrežjih, pa dejansko nisem čisto točno vedel, kaj delaš, ne, a veš, ne. Mislim, da si nek TV voditelj, ne, da si nek influencer, nek TV voditelj, ne vem, neki maneken ali kaj kurac, ne. Potem sem pa videl, da si župan, ne. Sem rekel, čakaj malo, tale pa, največ, ker res bi bil isti župan, kot si ti, če bi bil župan, ne, a veš, ne. In sem prav razmišljal, ne, da si en fenomen na tem področju, ker lej, pustimo Pahorja. Pahor je zdaj influencer, razumeš, on je bil že takrat, je to se rad izpostavljal, pa kazal, ker ga pač to veseli, ker je bil tudi maneken nekoč, ne. Noben drug politik pri nas ni ta JFK-ovski moment, ko me Merlimo naropela in tako naprej, ne. Pa ti si pa recimo od vseh teh županov, tudi Celjani imamo mladega župana, ne, sam ni pozer, ne, ni bom rekel, ni takšen, ne, na ta način ne nastopa, je čudovit fant, ampak ne na tak način kot ti, pa tudi poročenjem otroke, ne, in tako naprej, ampak ti si prvi, po moje, kakor jaz vem, ki je pri nas na neki funkciji furo ta frajerski stil in to mi je bilo zelo všeč, pri tem sem rekel, pa pizal mater, pogleda tega, ne, ta je pa naš človek, ta je moj tip politika, ne? Politik novega kova. Ne? In to mi je bilo strašno všeč in me veseli, da dejansko pazim, to je zdaj povedal stvar, kam povedal, v Sloveniji, ki je zelo konzervativna, v Sloveniji, če si ti prelep, pa politik, se ti koristi, kot je kakšna punca, malo več obkroži, ampak ni to vredno. Še posebej, če si ženska, te utopijo v kozarcu vode. Tudi če je moški prelep, ja pa sej, ta je sam lep, pa v bistvu nič ne zna, pa koga jebe, ni to nekaj, kar bi ti na dolgi rok kot nekemu politiku koristilo. Ampak ti si pa dokazal, da je možno furati ta frajerski stil in hkrati pridobiti spoštovanje ljudi. To je pa en unikum pri nas in zato te jaz tu vidim, da bi lahko morda celo do predsedniškega položaja prišel s točno istim načinom, kot ga delaš, ker Pahorja so šimfali, ko je to delal, tebe pa ne. Kaj misliš, da je fora? Jaz mislim, da je fora samo v tem, da jaz nikoli o tem nisem tako razmišljal. Jaz se mi zdi, da samo pač jaz tega ne delam nenaravno. Jaz pač tako živim. Ker on neke skeče tudi snema, pa to je res. To je tega, jaz ne delam. Jaz ne morem tega niti. Jaz pač vse to, kar delam, se mi zdi, da je pač naravno. Jaz se objavil, naredim, vse smo videli, ko smo bili na City Centru, da smo se prvi slikali skupaj tudi. To je stvar, ki jo jaz, ne vem, vidiš neki moment in ga objaviš. Zato, ker je po druga stvar, da pač se res trudim, da so slike lepe, pač kot marketinger je to meni nujno. Enkrat nismo mogli retuširati krave, ko sem delal v Nemčiji. Tako daleč gre ta perfekcionizem v neki, to je konec koncev, s tem pravim, digitalna higiena, ker itak imaš en kup povprečnih stvari ali pa podpovprečnih stvari na socialnih omrežjih sploh, pol pa še to, kar sam objaviš, je neestetsko, ni lepo, pa karkoli, tega pač nikoli ne bom razumel. In sami vemo, danes večina posla ali pa ogromno posla se dela preko tega, da se prečekira profile, ali je to LinkedIn, ali je to Instagram ali pa Facebook. Gledam, jaz bom vedno pogledal in meni pač profil nekega človeka dosti pove o tem, ali je pedanten, ali je natančen, ali kak je. Zdaj, če nekdo šlampas, se to zelo hitro vidi, da je šlampas že po tem. Tako da, to bi jaz rekel, da pač... Kaj pa slike svoje, mislim, ker retuširaš, pred njih objaviš? To je jasno. Mislim, se ful potrudiš, kak zgleda? Ne, točno vem. Jaz se zelo hitro potrudim, mislim, tako imaš še aplikacij, imamo milijon, ko vem točno. Tako da jaz sliko objavim v minuti pa pol, tako da imaš presete, ko so, tako pač te. Mislim, se jaz ni istina, tako da tukaj te ne obtožujem, tukaj te zagovarjam. Jaz pravim, mislim, vsak je rad na sliki lep, vsak je rad na sliki čim boljši, zdaj problem je, če ti v živo, si pa čist kontra, tam pa pol nastane problem. Sam zdaj, se na video, tam se boš težko retuširal, pa če so kakšne tiskovne konference, pa če televizija posname, daš izjavo. Pa še na videih, vidim, razumeš, da so ljudje face tudi zdaj, v zadnje čase, pa tudi umetna inteligenca se možno počne, ampak je res ta razkorak, nekdo, ki se res
sfotoshopira, umetna inteligenca gor dol naredi, uživo, ne vem, na sliki je, ne vem, 10 od 10, uživo je pa, ne vem, 3 od 10. Ja. Tisto pa ni najbolj pametno, ne? V take primere mi razlagajo ljudje, ki hodijo na dejte po Tinderu, ko pač vidiš, da pol pač ne vejo, da je to ista oseba. Ja, vidiš, tako da tam, ne vem, jaz se s tem načeloma zelo malo, mislim, ne dajem toliko pozornosti temu, tako pač ne komentiram lepotnih popravkov nekoga drugega, ki pač to je stvar vsakega posameznika. Smo pa te neodprti za take stvari. Ja, si šel že na Botox, Fabijanu našemu, si šel že, ali še čakaš, ki smo tu? Ne, pri Fabijanu pa res nisem bil. Nisi bil, pa bo šel, mislim, imaš na meji niti. Bi popravil kaj, mislim, na sebe, te že moti kaj? Pa recimo, da imam jaz ogromno ljudi okoli sebe, ki so esteti, mislim, estetski kirurgi, tako da jaz nikoli ne pravim, to je stvar vsakega posameznika, ne se vsak sam odloči, jaz tega niti ne obtožujem, niti nisem proti, niti nič. Zagotovo, če pač me nekaj moti, bom to popravil. Boš popravil. Kaj pa te moti? Te moti kaj na sebi, ko se v ogledalu pogledaš? Kaj? Mislim, to, da bi mogel iti na fitness, me moti. Ja, to te moti, aha. Ampak je pa to tudi bilo obdobje, ko smo bili pač mlajši. Se mi zdi, da življenje se striji s fast, ne. Zdaj, ko si mlajši, se bolj tudi za to, da imaš ti six-pack, imaš to. Zdaj se mi zdi, da pač, ko delaš ti politiko ali pa delam te stvari, ki jih delam zdaj, imaš ti drugo prioriteto. In mislim, marsikdo si popravi marsikaj, pa še vedno se ni ustvaril karizme ali pa nisi s tem ne ustvariš neke energije dobre. Celo večkrat se opažam, da ljudje, ki se smatrajo, pa ogromno časa vlaga v sebe, so bolj nezadovoljni kot pa tisti, ki... Ni to zanimivo. Ja. Recimo pri puncah isto, pa se operira prvič, pa drugič, pa tretjič, pa četrtič, pa petič, pa je še kar nezadovoljni. Ja, ali pa še celo bolj zamorjeni. Ja, recimo. Ker pač takoj, ko vidiš, vse to je podobno kot jaz se spomnim sebe, ko sem hodil na fitness, sem bil bolj kritičen do tega, kako izgledam, kot pa zdaj. Zdaj tako vem, da nič ne delam, da grem jesti. Ni to zanimivo. Ja, ampak to mora vsak sam pri sebi. Glej, jaz, ko sem pred časom Domna Kumra tudi gostil v podcastu, on tudi včasih je nabildan na ful, včasih pa se malo razpusti, ampak kaj hec, je bil pri nama z Moniko takrat na obisku, pa je pa krijedo neke sladkarije, dol, s neko Domen, ne, je rekel, ne, veš, ko jaz bom jedel tudi 3 dni skupaj, sam pol pa grem na hard of fitness, pa telovaden, ampak ta disciplina je jeba, ne, ker jaz sebe gledam, če jaz 3 dni zapored jem sladkarije, mene odnese in jih pa začnem jesti pol leta in gremo kurac, ne. Ja, ne. In to te zdaj vprašam, ne, tudi če ne hodiš v fitness, vse neko linijo pa vseeno držiš, ne? Kaj se, kako ti ratuje, kaj delaš? Jaz mislim, da to je življenje. Ja. Res, jaz sem ugotovil leta 2022, ko sem govoril o tej depresiji. Ja. Takrat, to je bilo volilno leto in jaz v začetku leta povedal, ok, koncept imaš volitve, bi bilo fajn, da bi za malo skušal, tako naprej. To je normalno, in ti padeš, zdaj pač za nekoga, ki je gurman, jaz pač imam družbo papir, ker nam je to fajn, ker nam je to kultura, ker je to, ker smo vsi malo tu taki po duši Italijani, ne? Kjer je pač to ena dobra energija, kjer se naroči hrana v sredino in pol pač vsaki malo nekaj proba, ne naročamo samo za sebe, ampak to hrano razdeliš. Ne? In meni je to tako veš pomembno in zdi se mi, da pol pač življenje pa tako ti pravi cajt pobere tiste kile. Jaz pa mislim, da je več v glavi. No? Jaz pa še ena kolegica imam vedno ko me pač neki najin tolaživa se s tem, da če ješ brez slabe vesti, se narediš. Misliš? Ja. Pa veš, pazi, to si pa zdaj rekel zelo, zelo pameten stavek, ker jaz zdaj če sebe shajam, ne, ampak moj problem je, ker jaz niham za 20 kil, ne, jaz sem fokjen, ne, jaz se vstavim, ko je že zdavni prepozno, ne, ko se moraš pa spet ful mater, da priješ v svojo formu, ne, ampak res pa je neki, ja, da ko ješ, namesto da bi jedel z užitkom, ješ z občutkom kriv, da le spet sem zajebo, spet jem, mogoče jaz mislim, da je to avtomatsko, to je pač mindset, imaš drugače nastavljen, jaz v to verjamem. Mi jemo, ker nam je fajn. Se mene tudi fajn, sam pa me pa hlače tišijo. Ne, je pa dobro, te pač kupiš večje hlače. Jaz se jih kupim.
Ja, ampak non-stop, pa ne moreš zdaj z L slim fit priti na XL relaxed fit. Veš kaj, jaz imam samo pri oblekah, tu je že od 48 do 52 No, imam vidiš. obleke Ja. in pač odvisno zdaj vidiš, kakva je sezona. Ne? Ja, ampak ješ pa kaj, mislim, kaj rad ješ pravzaprav? Vse, mislim, jaz sem zelo mesojed človek, no? Ja. Kar bi bilo smešno, če ne bi bil, glede na to, da se pišem klobase. Ne? Ja, to drži, to drži. Mislim, jaz imam rad vseeno, od japonske do kitajske, slovensko, domačo hrano imam tudi rad. Meni najljubša hrana je še vedno pač taka domača, mi je špinačeva pire krompir. Bravo. To je zakon. Kaj pa sladkarije? Zelo, jaz imam probleme. Jaz sem nor na sladkarije. Jaz pa zarežam, če meni pade sladkor, Ja. imam mi rada taki pritisk, da sem se bil sposoben pol zjutraj pelet na petrolu samo po Snickers. No, evo. Tako da, ampak A zredil se pa nis, ne? pa Neki ful ekstremno, ne? Jaz sem imel tudi 96 kg, pol Si sem imel? padel na 75, takrat Koliko si velik? 178. To si pa polkar oren kilo. Ja, saj sem bil tako knedl. Ja. Tako da, Pizdo materno. tada. Jaz me pa presenetil. Namreč jaz pravim, ko ti kdo reče, si narcis, pa rečem pizda, kak sem narcis, če si dovolim 100 kg, pol nisi narcis. Ja, no, Ne, če bi bil narcis, bi skrbel non-stop za sebe, pa ne bi si dovolil tega izpada. Jaz vem, kaj se ljudje menijo, to je tako najslabše, kaj ti rečejo. Ja. Se ne reči sami sabo ukvarjajo. Ja, tako si rekel. Ne? Bo več efekta. Tako si rekel, da mi povej, David, kaj pa, ko imaš prosti čas, ne? Zdaj to vem, da s prijatelji rad hodiš, pa na kakšno ladico greste pa to. Kaj te veseli, mislim, kaj je tisto, ko znaš sploh, tako ko te gleda, imam občutek, da ne znaš pozabiti čisto na posel, da si skozi nekem movingu, da imaš skozi telefon nekje na dotiku roke, ali se motim, znaš odklopiti pa res uživati. Načeloma, jaz ful rad to delam, no. Jaz rad delam. Ja, no, Meni je sej. to ful pomembno. Ja. Jaz tudi ljudi nikoli nisem delil po tem, koliko imam, ampak koliko delajo. Ker imaš te ljudi, ki so prevaranti, pa pač naredijo neki hiter denar, sploh danes vem, da je to tako, ne vem, postalo cenjeno v družbi, ali ne vem, kaj bi rekel, bizarnost, no. Sploh, da se dela neki denar z neko prevaro. Tega jaz pač enostavno nikoli ne bom razumel, kako lahko taki človek sploh živi. Ljudi ocenjujem po tem, koliko se trudijo, koliko je neke kontinuitete v nekem predani poti do neke želje dolgoročni. Teda jaz se rad delam, to je meni prva stvar. Kot drugo, ja, se znam sprostiti, ampak S telefonom v roke, ne? to zagotovo, ker se pač se mi zdi, da moraš biti, jaz če telefon izklopim, pa da imam prazen baterijo, sem bolj nervozen, ker nikoli ne vem, ali me kliče lahko kdo od gasilcev, ali se nekaj zgodi. In pač to mi je... Sedaj si župan, to je moja odgovornost. To je tudi res. To je ena stvar, imaš pa te neumne klice, ti se pa stek ne javim, če vem. Ja, a veš, da se jaz nobeno ne javim. Jaz vsakmu, razen ženi svoji se javim, mami se javim, ki me je strah, da je narobe z njo, ker je že malo v letih. Jaz vedno napišem nazaj, SMS je kaj nujnega in ti povem, da 99,99% ni nikoli nič nujnega. Tako. In napiši, zakaj me kličeš, pizda, napiš mi, pa me je že prav odreagiral, pa to mi je na kurac, če pišeš, pa te pon med tem, ko ti pišeš, pokliče. Čakaj, če bi imel te namen klicati, bi te klical. Torej, če ti pošljem SMS ali Messenger, da mi kurba nazaj napiši. Ja. Jaz sem katastrofa za sporočila, mogoče sem tudi zaradi tega samski, ker vidim, da vsi mlajši ljudje to zaskoli. Jaz bom najverjetneje pozabil odgovoriti, to pa če nekaj nujnega, kar se posla tiče, se tako rajši slišim, pa se zmenimo, najrajši sicer vidim, da se vidimo v živo, ampak nisem zdaj slih nekaj pretirano, da bi bil nekaj pretirano dosti na telefonu, da bi se pogovarjal ali pa da bi se pisal sporočila. Bolj pa čist, kar se tiče nekih mailov pa poslovnih stvari. Drugače pa, ja, vse sprostim, ampak rabim vsaj 3-4 dni da se zaviraš, da se lahko sprostiš. Da padem, zato letos grem, mislim, zdaj grem na dopust, pa rabim minimalno 15 dni, da imaš te vsaj
en teden, recimo, kvaliteten, taki, da si odklopen. Samo, ko se Ker zadnja 2 dni, preden se vračaš, si že spet nazaj v živčen, stres. Ja. No, pa kaj te pa veseli izven posla? Kaj te driva? V čem uživaš? No? Filme gledaš? V hrani. V hrani? Ja. No, pa smo spet tam. Meni je fajn, meni je najboljši, pa res sem hvaležen za to, no. Ker imamo res tako družbo, smo se najdli, ko... Znate kuhati? Ja, imam prijateljice, ki rade kuhajo, pa prijatelje. In meni je to super, jaz vedno rečem, jaz pa ful rad jem. Dajmo se dobiti in ne vem, nekdo pride pa prinese neko dobro vino z nekega potovanja ali pa dobre sire. Kolegica je bila na Korziki, zdaj je prišla ne vem, en kup nekih tradicionalnih. In to pač ne, meziš. Čuj, je tež priti v vašo družbo? Mislim, imate zaprt krog ljudi, spuščate koga not, ali ste previdni pri tem? Ne obremenjujemo se s tem toliko, da bi zdaj koga spustili, ali pa spuščanjem, ali pa to ni neke ankete, zdaj kako bi prišlo. Pač nekdo mora biti na isti ravni. Je pa res, da je ta krog vedno manjši, prej ko pa vedno širši, ker pač jaz sem do vseh spoštljiv, pa tudi tak generalno. To tudi pač pravim v občini, ne? Da ne rabimo imeti vsi radi, bom pa zahteval, da smo spoštljivi en do drugega, ker sledi do tisti, ki mi niso všeč, se ne ukvarjam zdaj nespoštljivo in to je pač neka olika. Zdaj, da bi pač nekoga vabili v te kroge naše, tak ni, sicer pa ta krog je tak, ta primarni krog je tak zelo ozek, da ne rabite novih ljudi, ne? To je manj kot 5. David, vedno si prej omenil, ko si prišel, namreč snemamo ta podcast na Radio Fantasy med drugim, ne, da si imel skupino, ne, da si bil glasbenik. Ne? Kaj ste to bili? To mi je pa malo z glave šlo. Kjero skupino si imel? Skupino Casanova. Casanova? Kaj to si ti izmislil ime? Ne, to mi smo bili v času, to je bil, ko je bila super zvezda na TV. Aha, boy band. Ja, mi smo bili... Kjeri so to? Vem, da je bilo takrat cel kup enih takih hecnih boy bandov med drugim, ne? Zdaj ne vem, kjeri ste bili vi. Mi smo bili... Si plesal, kaj? Dud not pa? Plesali pa plesal. Mi smo bili pol za Game Over. Za Game Over? Ja. Casanova. Vem, da je bilo teh boy bandov... Sebastian je bil naš menedžer. Aha. Tako da mi smo bili... Kjer komad ste imeli? Casanova, recimo. Pa Bel papir je... Že ko mi razlagaš... Casanova je bil leta 2007, mislim, da to je number one hit 6-7 mesecev na vseh. Zdaj, ko mi razlagaš, se začenjam malo spominjati, pizda, da je to bila zgodba. Pol sem se sicer trudil, da bi pozabili vsi to, ko smo reči neko resno politiko ali pa nekaj resno posle. Ampak prva stvar, ko sem zmagal volitve leta 2018, je bilo iz rdeče preproge na politični parket. Tako da Seveda si marsikaj dal skozi. Česa te je pa sram, če pogledaš nazaj? Ničesar. Da bi nekaj rekel, tole pa je... Nikoli ne obžalujem nobene zadeve, nikoli. Vedno sem v vseh najdel pač neki smisel. In pač verjamem to, da se vsaka stvar zgodi z razlogom. In jaz pač pravim, da to so te faze življenja, skozi katere gremo. Vsakič, jaz mislim, da vsak od nas vlaga čas točno v to, ali pa se odloča točno to, kako se mu zdi, da je najbolj prav. Nihče ne dela načrt nekih stvari narobe, verjetno, ne. In teda... Je že mogli tako biti, ne. Čuj, to mi reči, zdaj, ko govoriš, da si samski, pa gor dol, ne. Kaj pa spolno življenje tvoje? Si kaj aktiven? Kot župan, mislim, to moraš biti, če ne si tečen, pa si to, ne. Pa težiš, ne. Ki smo tu, pizda, boš kaj povedal, mislim, to čakamo, ne. Pa ne, jaz o tem nikoli ne govorim. Ker to ne delaš, a kaj preveč delaš, a kaj delaš prepovedane stvari, pizda, kje smo tu? Mislim, meni je, pač se to za nekaj strašna skrivnost, jaz sem zelo seksualen človek. Zelo seksualen človek, ampak nikoli pa o tem ne govorim, zdi se mi, da to privatna zadeva. Da to ne spuščaš tu? Ne, zato ker se mi zdi to neumnost. Aha. Pa to je moti me mogoče celo, da nekdo preveč o tem govori. To se mi ne zdi. Ne zdi se mi to stvar, ki bi kakorkoli bila pomembna za moje delo ali moje privatno življenje. To je pa normalno, ne? Takle, ko te vprašam, ne bi lahko povedal. Ne. Okej, glej, imaš so pravico, ne? Po te vprašam, pa to, kar vprašam ponovadi vsakega gosta, ne? Kdaj si nazadnje jokal in zakaj? Vem točno. Novo je.
11. junija. 11. Letos. junija. Ja. Kaj pa je bilo? Ja, naš Trica Fest. Otvoritev Trica Festa. Najprej, ker sem pač doživel eno razočaranje nad ljudmi, ki so pač meni bili pomembni. Sem mogoče bil tudi jaz kriv, ne pravim, da ne. Potem pa, ko sem dobil to zahvalo od občanov in ko mi pač to res dosti pomeni. Je bilo, mislim, to je bil res, verjetno bi to res lep emotivni moment. Ne? Ja, zelo. Ker moški, ki jokajo, so kul moški. Poglej, spomnim se zdaj ta koncert Joker Outa, ki je bil, ne? Ko so Pebi na koncu jih čustva porušili, razumeš? To je bilo vrhunsko, mislim, jaz sem to zelo pohvalil, neko je svaka čast. Ja, jaz mislim, da bi mogli več o tem govoriti, to je prvo stvar, mi je všeč, da si to vprašam, ker imamo družbo, kjer smo pretirano perfektni. In v perfekcijo spada samo to, da moraš biti uspešen, da moraš biti lep, da moraš biti najboljši, in to naša generacija sploh ustvarja za svojih otrok. Imaš 6000 obšolskih dejavnosti in jaz se zdaj tretje leto, oziroma pač vsa leta intenzivno ukvarjam tudi z našimi otroci v osnovni šoli. In ko je to vprašanje, ne? Česa se otroci, kaj ti povejo, česa jih je najbolj strah? Pri tem, ko pač, to so moji sošolci, so njihovi starši, ko vem, kak fej se trudi, da bi imeli otroci vse. Ampak, če jih vprašaš otroke, kaj je njihov največji strah? V življenju največji strah? Kaj misliš? Da ne bi bili uspešni. Ne vem, povej. Da bodo razočarali svoje starše. To rečejo? Ja, večina. Se pravi, mi smo... Se pa presenetil zdaj, veš? Ja, grozno. To je tako. Se pravi, pričakovanja staršev, kaj so mora največji strah, to je največji strah otrok. Danes. In se pravi, mi zdaj ustvarjamo, konec koncev, to se vidi, ne? Če ima otrok štirko, že priletijo z odvetniki, ne? V osnovno šolo, marsikdo. Pač otrok mora tudi sam malo vedeti, da je lahko naredi napako, da je lahko žalosten, da je lahko slabe volje. To jaz mislim, da mora s temi vsemi stvarmi funkcionirati. In več časa pa obdani sploh zaradi socialnih omrežij s tem perfektnim virtualnim svetom, ki ustvarja velik pritisk. Ne? In pa še starš z najboljši šoli, tenis, odbojka, jahanje, na vseh teh zadevah in bolj pač enostavno se večina otrok reče, da je to njihov največji strah. Ja. Ti, David, koliko selfijev na dan narediš? Na dan ne delam selfijev. Ne delaš? Kaj pa? Mislim, če si v kakšni družbi takrat slike delaš? Solo nikoli? Koliko pa jaz objavim solo slik? Ja, mogoče ne govorim, koliko jih objaviš, koliko jih narediš, ne te vprašam, pa jih ne objaviš pač. Ne, to pa sploh ne, to pa nikoli. Iz dogodka, ko greš kam, tam pa pol... Ja, pač to je vsaka slika ima neko zgodbo. Jaz enkrat ne objavim nečesa, kar je samo po sebi. Ker tako brez veze. Teda čisto vsakič pač pravim, pač ima neko ozadje. Zdaj mi še pa to povej, kar mi je bilo zanimivo, ne? Pa to se večkrat zgodi, recimo pri Plestenjaku je bilo tako, pa pri marsikomu, ko je moški lep, ko ima veliko bab, ne? Tako ali drugače, se od spodaj pojavijo neki stavki, ta je gej, ta je ziher gej, kak je lep, ta je ziher gej. Tudi meni so že to napisali, ne? Pa sem se smejal, ne? Prebereš, kaj je to, mislim. To je nič novega, to se jaz poslušam od leta 2007. Ja. In pač folk bo vedno komentiral karkoli. Meni to vseeno. No, recimo, ampak, da bi ti reče, kaj govoriš nazaj, rečeš, to vas ne zanima. Zakaj bi se mogel sploh? Vse zadnje, tudi če bi to bil, vse zadnje, vse koga to briga. Točno to, zato da vem, zakaj bi sploh na take vprašanja se sploh... Kdo ta oseba je, da bi mogel kakršnokoli zadevo. Jaz ne pravim, da jaz ne razumem današnje družbe, da imajo skozi vsi občutek nekega pojasnjevanja in obrazlaganja. Tega pač enostavno ne razumem, niti jaz ne vidim potem potrebe, niti ne vem. Zdi se mi sploh neumno, da to nekdo sprašuje.
No, jaz se nasmejim vedno, ne, ko sem takle kakšne komentarje, da sem rekel, ja, seveda, ja. Sem rekel, to je moja scena, veš, ženo imam za kamuflažo, seveda, pa se nasmejim zraven, ne. Ampak no, hočem reči to, ne, da v končni fazi res ljudje radi sodijo, ne? Ljudje pametujejo, govorijo, pišejo. Zdaj pa, če te to prizadene, imaš pa problem. Ne? Recimo, da se ti to k srcu vzameš, pol nastane problem. Je tebi kdaj kakšen, ne vem, komentar, trač, govorica, karkoli, ti lahko pride to do srca, bi te lahko prizadelo, pa kaj bi ti mogli narediti, da bi te prizadelo, ali imaš res tak močen zid, pa močen karakter, da te ne bi? Meni pride do živega samo in izključno, da mi nekdo komentira moje delo, ki za to ni kompetenten. Aha. Samo to. To te razvija. Ja, to je edino. Nič drugega, vse ostalo mi je. Niti ne bereš v bistvu. Niti ne berem. Na to ne, meni nima dobene vrednosti. To, da se mi konstantno, jaz tudi ne razumem, zakaj se ljudje skozi ukvarjamo s tem, kaj bo nekdo rekel, pa kaj bo nekdo mislil. Pa to, kar nekdo reče, pa ljudje, pa dosti se pogovarjamo tudi za družbo. Eno stakič, ko nekdo jamra, ja, pa kaj bo pol nekdo rekel. Kdo točno zdaj mi povej? Povej mi, koga točno zdaj ti vidiš? Kdo to je, ko tebe skrbi? Da bo rekel nekaj. Čekaj, pa vi se slišite, kakšna neumnost je to? Ja. Mislim, jaz nikoli, meni na kraj pameti napade, da bom govoril karkoli o komerkoli. Dosti stvari povem o sebi. Meni pač taki človek, ki trača ali pa razlaga o drugih zadevah, več pove o sebi, ko meni. Nekaj, veš kaj hec. Ampak to so stvari, ki jih pač jaz enostavno ne razumem niti, ampak jih dejansko nimam dobene afinitete do tega, niti smešno mi je, kvečemo preko pa, da bi za me prizadelo. Jaz hočem, mislim, da ljudje, to, kar si zdaj povedal, hočem, da ljudje so razumeli, kaj si pravzaprav povedal, ker gledaj, kakšni so ljudje, ne? Kako smo ponovadi ljudje narejeni, ne vem, objaviš neko fotko, 1000 komentarjev lahko napiše, super si, fajn si, bravo. En bo napisal, pizda, kaj imaš pa ti tak čuden nos, na pamet zdaj govorim. Ja. Ti boš od vseh tistih 1000 komentarjev, ki so kul, bo butno ven. In če si ti budala, njemu zdaj ti odgovarjal. Ja. Kako to misliš? In ko ti to narediš, se bo najdlo še 100 ljudi, ko bo lajkal tis nos, pa še odgovarjal nazaj, smo mu stopili na žulj, očitno ima res problem. Ne? In to hočem reči, kako smo ljudje narejeni, ne? Pa to je, jaz sam tudi me boli kurac, ampak govorim na splošno pri ljudeh, jih pa zmoti en slab komentar, pa čeprav je unih ful in mogoče to, ko si prej rekel zdaj svoje prijatelje kdaj, da se tega bojijo, da bo pa en neki zinu, ne? Kaj se pa vi zdaj grete? In boš ti tizga v njega skočil not, ne? Ja, ampak bi pa to jaz drugo razstvarjati povedal, no. Ja. Se tudi jaz sem bil tak, da me je to prezadelo, ko sem bil mlajši. Ampak to je bilo, ne vem, leta 2007. Pol se pa počuješ delati na sebi. Jaz sem hodil na psihoterapijo, ker sem se hotel pogovarjati o sebi. Ker sem pač bil občutljiv na stvari. Mislim, meni marsikdaj kdo reče, kaj se pa sekiraš, ali pa ne vem, se boš dobil trdo kožo. V primeru službenih zadev, to zdaj pač govorim z vidika projektov. Kar jaz vedno rečem, da pač jaz ne želim dobiti trdo kožo okoli teh stvari. Ja. Ker ko bom dobil trdo kožo, pa da ne več čak občutljiv na teh zadevah, pomeni, da mi je vseeno. In ne more meni biti vseeno okoli tega. Meni je vseeno okoli neumnih komentarjev, ki jih pač nekdo vse o ljudeh, ki jih niti ne pozna. In jaz tudi ne dovolim v moji družbi, da se pač kadarkoli komentira nekoga, no. Ker mi je pač, to mi je totalen pivec energije, no. Ja. In se pravi izogibati takim družbam. Ok. David, če proti koncu zamenjamo malo vlogi, ne, in ti dam šanso, da me vprašaš 3 vprašanja, ko si jih želiš vprašati, ne? Kaj boš rekel? Izvoli. Uf. To imam jaz redko, veš, priliko. Izvoli. Pa pazi, kaj sprašval zdaj, cel navdušen pizda, izvoli. Kdaj prideš v Trico? Ja, kaj si me povabil? Ja, zdaj vabim. Zdaj, kje pa si prej bil leta, ker si že od 2018 si tam, enkrat me nisi povabil. Evo, kdaj prideš v Trico? Prvo vprašanje. Pa kaj je tam, kaj se dogaja tam? Ja, zdaj imamo Petra Graša 11. septembra. Delamo veliki koncert da me bojo zamenjevali z njim, pa jebalo glavo tako vedno, pa ko gledam na WC, babe za mano letijo, to bi rada kaj. Da mi pizdarije spet zaradi tega. 11. septembra jutri grejo lih karte v prodajo. Tako da open air koncert, ki ga delamo ob otvoritvi, ob postavitvi temeljnega kamna za naš novi vrtec. V glavnem velik dogodek, 11. september ob 8. zvečer.
Tako da, Kaj je to za en dan? petek, Petek. Bi lahko svoje pripeljal, jaz ne? te pa daj. Kaj moram karte kupiti, tako boš mi izrekel. To pa bomo videli, kako bo to izpadlo. Ok, lej, bo imel v glavi 11. september, Monika, slišiš, kaj govori, prijemo ga za besedo. Ja, v glavnem, Okej. torej, takrat priješ, Lej, si mi odgovoril na no, če si me povabil, če si me povabil, pridem. Ne? Ja, ok, to je drugo Kaj vprašanje. na odru lahko povedal? Čakaj, zdaj se tako dobro Sorry, izvoli. Za drugo vprašanje imam. Izvoli. Kaj bomo jedli takrat? Morsko hrano. Ok, bomo naredili. Ok? Pa če boste rabili za prespati. Ja. Kaj, ki? Ja, v trici takrat. Zraven grašota skupaj v sobi. Ja, ne, se. Mislim, David, kakšne ideje mi deva zdaj? Kakšne ideje? Ja, če boste rabili za prespati tam, ne, Ja. da se ne bi polstačano vozi, pa ostali brez vozniške kot Ja, jaz. ja. Boš organiziral to vse zdaj. Ja. Pridemo, jemo, na odru govorimo, honorar dobimo, pa še spimo. Ajde, tam. nismo rekli, A ne? ti si rekel, jaz sem v marcu se vam ponudil, ne? Ok, se pravi koncert, hrana in prenočišče. Tako. Ja, to je ponudba, ki ne moreš reči ne. Vidiš, kako mesto je pa prijazno vprašanje. Sam gleda, da mi ne bojo punce tam težile s tem grašotom. Ne? Saj to pa ne boš Razen tudi čaki, povedal. veš kaj je pa res problem? Da nisem jaz takrat na morju. To se da domov priti, kje je na Hrvaškem. Ja, v Umagu. Pa dobro, če je to tu. Kurba, zakaj vam poveš, da imam res mendes morje takrat, zdaj sem pa razjezil, ne? Jaz sem pripričan, da bo ti ratala. Kurba, zakaj pa si to malo kasneje ne narediš? Ker imamo 11. september, ker gre za gradnjo vrtca, ne? Ja, In jaz sem rekel, takrat, datum je 11. september, Ja. ko so zrušili dvojčke, sem jaz simbolično rekel, da mi smo pa tisti, ja, takrat, ko ostali rušijo, mi gradimo. Ne, vi gradite, ne? Zdaj sem se navdušil, zdaj sem se pa ustrašil. ne to boš. Jaz Kaj sem- bom z morja se pelal na koncert? Mi se ti pelemo tak v Umag Ja. za vikend. Ja. Eh, Razmislim, zdaj si me zelo razjezil. David, ob koncu, kaj bi sporočil najnim gledalcem, kaj bi jim položil na srce? No? Kaj bi jim položil na srce? Jaz bi, položil bi jim predvsem to, da bomo kot družba bolj nežni en do drugega v smislu neke spoštljive komunikacije. Pa predvsem, da bi začeli se manj spraševati, kaj nam bo nekdo dal, ampak kaj lahko damo mi. Se pravi, Kennedy, ne? Ask not what your country can do for you, but what you can do for your Ja, country. se pa to je lahko vedno. Ker skozi imamo občutek, da nas mora nekdo, mislim, kot da imamo res nedonošenčke. In jaz mislim, da lahko ogromno naredimo, če samo pač v bistvu sploh ugotovimo, kaj bi sploh radi. Večina pa ljudi niti pa ne ve, kaj bi sploh rada. Zato tudi ne zna vprašati, kako lahko do tega pride. In jaz mislim, da imamo tako, da se te generacije, ki prihajajo, so vseeno imajo zelo veliko odgovornost na vse. Lej, jaz sem star 52 let, pa tudi nimam otrok, tako ti ne? Ti kaj žal? Jaz imam 4 nečake, jaz imam ful rad otroke, Jaz imam eno nečak. ampak jaz si ne znam predstavljati svojega življenja trenutno. bi bil oče. Pa to si znam celo predstavljati, ampak njimi pa nisem še v tej fazi. No. Niti ne razmišljam o tem. Ja, kaj boš pri 60 imel otroka? Pa tudi, Pa boš kaj, pri 80 mu umrl? ne pravim, Čez 20 let bo zdrav, pa boš umrl. ampak čez 20 let. Ha? Čez 20 let. Ja, ampak čez 10 let, kaj če moraš čez 10 let umreš? Pa tak star tečen foter boš, pa Ampak te bojo zabavali, da si dedek Ne njegov. pravim, Ja. da bi, Ja. ne, ampak nimam do tega na ta vprašanja. Težko odgovarjam zdaj, ker pač v tem trenutku nisem v tej fazi, ker pač se ukvarjam, generalno se mi zdi, da sem srečen trenutno zelo in mi je pa še tako. Dober je. Čuj, kaj pa, kje te bo ujela, zdaj mislim, kje? Dajmo to videli, nek naslov v nekem To časopisu. pa sam Bog ve. Pa kaj imaš, mislim, kakšne želje posebne, da bi kjer imel, kako tako znano? Ali? To pa sploh ne. Ne. To smo že imeli. Pa kaj pa mora imeti oseba, no to te moram vprašati, katero bi se pa ti zdaj lahko nesmrtno zaljubil? Kaj bi ta oseba mogla imeti, da ima malo navodila, ne? Karizmo. Tistim, ki te želijo, ne? Karizmo. Ja, pa to jih ima veliko. Nima. Nima. To večina tega nima. Ja, kaj pa poleg tega še? Pa da je smrt. Karizma pa pamet. Lušnem pa tako so.
Itak gre tule na operacijo, pa je lepa vsaka. Ja, ampak pač pa neki mir, ne. Mislim, da vsi iščemo mir. Varen pristan. Ja, to smo tako reče. Dame in gospodje, to je bil najpametnejši slovenski župan, ne, ki je poleg tega tudi zelo, zelo simpatičen. In kot sem že prej povedal, ne, všeč mi je, da je kljub temu, da je pozer, ne, da je jebač, ne, da je zelo inteligenten in da dobro dela. To ponavadi ne gre skupaj, ne, ali si eno ali si drugo. Ne. On je dokazal, da oboje gre in da te imajo lahko ljudje tudi zelo radi, čeprav objavlja slike, pa se greš malo to državno mrežo, ampak če dobro delaš, ljudje sprejmejo tudi to. In zdaj smo v bistvu prišla do bistva, ne, da očitno zamerijo ljudje to poziranje tistim, ki slabo delajo. Ne? Ali pa tistim, ki ne delajo. Ki sploh ne delajo. Ja, in, zanimivo. Ali pa se to samo kaže na neki... Zanimivo. Ne, včasih se pač, vidiš tudi slike teh, ki kao delajo, pa vidiš, da je dobenega rezultata. Ja, drži. David Klobasa, hvala ti za tale obisk. Ne? Najlepša hvala tudi tebi za povabilo. Čez 10 let upam, da se spet vidimo. Ne? Na vsaki 10 let mora biti takle podcast. Ne? Jaz se veselim tega. Predvsem se veselim, da vidim, kaj bomo naredili čez 10 let. Ne? En in drugi. Pa boš še tukaj, boš še tu. Je to videli. Jaz ne vem, kaj bomo na koncu tega leta. Zakaj se zdaj posloviti ne znamo, kaj je problem? Sem že štrikrat rekel adijo, pa se že kar pogovarjaš. Ne, se to pa ne smemo vleči. Ja, kaj boš kaj seksu povedal v koncu? Ne, nič. Nič, ne morem te prepričati. Zagotovo, ne. Jebemo mater. Pa ne, da bi bilo karkoli, pač enostavno ne zdi se mi to, ne zdi se mi to pomembna tema. Ne. Najbolj pomembna tema na svetu se ti ne zdi pomembna tema? Ne, to je najbolj pomembna stvar v vezi. Ja, no? Ali pa pač v odnosih. Ja, no? Ampak ne pa pogled, ogromno ljudi ogromno komentira, pa mislimo zelo slabo. To je pa res. Slabo seksualno življenje. Torej peski veliko laja, ne grize. Kaj? Ne, sploh nima zob, ja. Dame in gospodje, moji zobi so že enkrat super. Držite se, uživajte, še enkrat, to je bil David Klobasa. Mislim, da smo naredili en tak luškan pogovorček, zabaven, resen, ni da ni in lejte. Če vam je bilo všeč, gledajte, če pa ne, pa ugasnite že po prvi minuti, pa rešte, ko jih je, teta dva lepotca, ne, in tak ne bodo nič pametnega povedala. Ja, pa čakaj, moramo preden končama, Jezus Kristus, kdo je lepši, ti ali jaz? Oni tam povedo. Ne, tebe sem vprašal zdaj. Oni naj to povedo. Ti boš povedal zdaj. David, ti boš to povedal. Tvoj ego, vem, da tvoj ego trpi. Ne, jaz mislim, da absolutno ti, ker starejši ima prednost. No, pa to sem hotel čuti, pizdo materno. Čau, držite se in lepo zdrav. In dobrodošli v Sveti Trojici. Ja, tako vsi v Svetu Trojici, ker je fajn. Pa ne uno Karpanovo, to je to drugo, Mariborsko. V Slovenskih Goricah. Ja, da ga zanehamo. Ja. Ok, boš kaj vseh se povedal? Ne. Čau, srečno. Čuj, David, veš kaj te pa nisem vprašal, pizda, pomembne stvari, ne? Da boš baje kandidiral za mariborskega župana. To pa nismo razpravljali tam gor, kaj to je res? Si baje neki visoko pri rejtingih? To je, to sem že povedal javno, da ne. Da mi je Maribor zelo všeč. Ja. Ampak zaenkrat imam v Trojici še dovolj za narediti. Ampak za rečene klobase se največ požre, veš? Ja. Zaenkrat imamo še v Sveti Trojici dovolj izzivov. Ampak lahko kandidiraš tudi za mariborskega župana? Ti lahko kandidiraš kjerkoli, ker imaš stalno prebivališče med 6 mesecev pred volitvami. Torej tudi za celjskega župana bi lahko kandidiral? Tudi. Kako bi pa ti? Dame in gospodje, še enkrat, to je bil David Klobasa, ki smo ga ujeli še zunaj z finalnim zadnjim vprašanjem. In David, mogoče, če smo spet skupaj, če smo spet užgala, ne, v seksu, boš povedal kaj? Nice try. Hvala in čau.